To so bogatajevi. Živijo v lastnem domu, ostalo jim je še nekaj obrokov kredita, hodijo na počitnice. Kdaj pa kdaj se tudi skregajo. So čisto običajna slovenska družina, z izzivi, ki jih pred njih postavlja vsakdanje življenje. Babica Neža in dedi Brane uživata aktivno življenje upokojencev. Njun vnuk Tim s punco Vido sanja o življenju na svojem. Načrti za poroko pa bodo zaradi nosečnosti morali še malo počakati. Vnukinja Janja je tipična odraščajoča najstnica, ki se bo zaradi študija v kratkem odselila od doma. Ana in Martin bosta v svojem domu kmalu ostala sama in si lažje uresničila kakšno tiho željo. Martin sanja o motorju, Ana pa si želi, da končno prenovita domačo kuhinjo. A pot do sem je bila dolga. Življenje iz rok v usta, kredit, položnice in skrbi. Ana in Martin sta že kmalu po poroki spoznala, da morata skrbno načrtovati svoje družinske finance, če se želita izogniti negotovi prihodnosti. Spremljati sta začela prihodke in odhodke in skrbela, da porabita manj, kot dejansko zaslužita. Uvedla sta pravilo 50-30-20, ki pravi, da je smiselno prihodke razdeliti tako, da polovico namenimo za nujno potrebne stvari v življenju, kot so hrana, plačilo položnic, kredit ali najemnina. Kakšnih 30% za želje, kot so zabava, razvajanja, hobiji in druge stvari, ki nam bogatijo življenje. Preostanek pa se nameni varčevanju za večje nepredvidene stroške, za dodatno pokojnino in brezskrbno prihodnost. Kmalu sta se bogatajeva naučila ustrezno načrtovati svoje domače finance. Tako sta lahko začela z uresničevanjem svojih želja in hkrati varčevala za zlato rezervo in za prihodnost. Ker pravilo dejansko deluje, imata svoje finance pod nadzorom. V miru sta zadihala in se veselila prihodnosti, brez strahu, kaj ju čaka.